Ok, zdaj verjetno se te vsi strinjajo z mano, da je situacija zdravstvena kriza se poslabšuje iz meseca v mesec. Noben ekonomist mislim, da danes ne zna na tem svetu napovedati, kaj se bo zgodilo, kakšne bo imelo to ekonomske posledice na tem svetu, sigurno pa ne prav zelo prijetnih. Se pravi, mislim, da je situacija ne prav rožnata, kar je za nas čisto ok, gledano z stališča Success Factorja. Tako da pač jaz mislim, da ljudje krvavo rabijo to, kar imamo mi za ponuditi, glede na to, da imamo pač posel, ki je praktično zastonj od doma, brez kakšnih tveganj. Nekaj sva se o tveganjih prej z Marjanom pogovarjala, je bil zadovoljen z mojimi pojasnili okrog tveganj. Zdaj na drugi strani imamo pa firmo, ki pač, ne vem, ravno dovolj, bom rekel, stara, da je že prebolela kakšen mumps, kakšne otroške bolezni verjetno, ne. Po drugi strani pa ravno dovolj mlado, da je še vedno popolnoma novo. Pogosto se pogovarjamo na webinarjih, da je trg popolnoma prazen, cela Evropa je popolnoma neobdelana, coin je poceni trenutno, firma stalno dodaja nove stvari. Tako da jaz mislim, da je krasen trenutek za masovno akcijo, zato bi vas pač povabil v sodelovanju. Vem, da takoj eni ste takoj z očmi, jaz imam pa zdaj dopust, zdaj pa, kje se zdaj najde 90-dnevni akcijski plan zdaj? Jaz se moram povedati, da ta prav cajt ni praktično konj, ker ljudje pridejo z dopusta, pa reče, zdaj pa trgatev, ker pa trgatev pa reče, kje pa zdaj najdu tole, se zdaj pa kmalu božič. Tako da idealnega časa itak ni konj. Itak gre za zavezo, ki jo vsak od nas da sam sebi, ne pa komorkoli drugmu. In če gre nekdo na dopust, verjetno tudi jaz šel za 4 dni bolj delati, pa na dopust nekam, bom pač za te 4 dni podaljšal ta akcijski plan. V bistvu gre za eno skupino, ki bom zdaj naredil na Facebooku, kjer bo čisto natančna navodila, kjer bo pač vse te stvari, kako se bomo tega lotili, na kakšen način bomo naredili. Pač so 3 različni nivoji vaše zavezanosti, lahko povem, da je pač najnižji nivo 10 ur na teden. Prav, tudi če si na dopustu, mislim, da je to nekaj, kar se da doseči. Kaj misliš ti, Eva? Aha, Eva, zdaj mute. Eva je mute. Ne, sem rekla, da nič ne mislim. Poslušam. Poslušaš? Ne razmišljam. Ne še. Sorry, prosti, ja. Danes imamo pa posebno gostjo, vidim. Mojca živijo. Mojca Brezovački. Ja. Moja draga žena očitno se bo tem output akcijskega plana zdaj lotila, ker bo imela dovolj časa, ker bo ležala v posli naslednje, ne vem, koliko XY dni bo imela dovolj časa. Mojca, si se so pokazala? Mojca, sam na medicinske sestre, vsem vse povedati. Vse je tako v krizi. Pa skozi so okrog. Tudi ne ti ne morejo reči, ko skozi okrog pridejo. Ne slišimo te? Če hočeš kaj povedati, moraš si mikrofon prižgati. A sem prižgala? Ja. Čau! Čau! Živijo. A me slišite zdaj? Ja. Vidimo, da si bleda. Ja. Tako. Glavno, jaz sem moške sestre tudi. Ja, wow, A ni to super. fajn? Ja, tudi, med drugim. Evo pa Roman Lobosum. Ne, to so sami novi uporabniki Darkcoinov. Če je prišla na klic, potem veš, da se bo tudi ona zdaj pridružila na ta 90-dnevni akcijski plan. V bistvu ne mislim, kaj dosti zdaj danes v detalje razlagati. Jaz sem hotel samo izpostaviti, jaz bom tega se lotil, vabljeni, da se vas čim več pridruži. Mislim, da je cajt odličen, razmere so ta prave, itak jih vedno znova ponavljamo tudi na prezentaciji. V kakšnih detaljih bom pač povedal čez 2 dni, za tiste, ki se boste pač odločili. Zdaj je itak posnel tole,
lahko pošljete okrog še tistim ljudem, ki mislite, da bi to lahko zanimali. Zaveza ni prav zelo visoka, kot sem povedal, obstajajo 3 nivoji, pač najnižji je 10 ur na teden. Potem sta pa še 2 pa 3, ki sta malo večja. Sprav vsa orodja pojasnila, na kakšen način bomo to naredili čez 2 dni. Vi razmislite do takrat, pač mi sporočite, ste za, vas dam v skupino Facebook, kjer bomo to se potem komunicirali in čez 2 dni po torkovem webinarju bom potem čisto točno razložil, kakšne korake in na kakšen način bomo pač to delali. Tiskaj pa že zdaj za, pa lahko pove, Andreja je že itak povedala že takoj, ne, Boris tudi, ok, si bom kar napisal. Boris, Ljubica, Andreja. Boris, Ljubica, Andreja pa Mojca, ne, kako smo rekli. Pa Roman. Pa Roman. Zame se zastop, ne. Eva, kaj je zdaj? Nič. Se ne boš ukražila? Eva prav, da gre na dopust in da še malo razmislila, tudi za Marjana vem, da gre na dopust. Jaz vas spodbujam, da to ne bo razlog, lahko si pač potem podaljšate za en teden, tisti teden, ko boste te prvo zamudili. Itak ni to nobena obljuba, v bistvu obljubo, da ste sami sebi. Tako da nič se jim treba zdaj slabo počutiti, da te pod budnim očesom kakšnega policaja ali pa kaj takega, ni treba zdaj meni tako zastopati, da jaz zdaj kontroliral, a ste naredili tak dan, pokažite mi domače nalogo, proste, koliko ste jih poklicali. Ja, če ne bojo penali. Nobenih penalov ne bo, se bomo pač maksimalno potrudili, da dobimo podporo, da delamo skupaj kot tim, da dihamo kot eden. Prepričan sem, da bo vsak lažji, če bo v stalni komunikaciji, drugače pa itak vem, da vsak od nas, pa vsak od vas rab drugačen tip komunikacije, en rab več, mogoče nadzora, en pa sploh čist nič kot Eva, ne, bo hvari, da eno vprašaš, ne. Takoj vedno reče ne. Ja, Na začetku. Takoj vedno reče ne, se pravi, Eva rab malo več časa, da se jo sponzorira, pravzaprav, ne, v karkoli. Ja. Ne, to pa ni res. No, spet ne. No, v bistvu je samo potrdila moja trditev, ne. Ne, sem v bistvu ona samo hotela reči, da je ta beseda moja karkoli bila odveč, ne. Ne velja to za vse karkoli, ne, to si hotela reči, Eva. Ja. Yeah. Ok, to je ena stvar. Se pravi, tele sem vas že napisal, naredim Facebook skupino, 2 dni imamo časa še, lahko pošljete, lahko vprašate še, kdo je za to. V sredo po webinarju, ne, v torek po webinarju imamo še takle klic in se pogovorimo čisto konkretno. Se pravi, dam orodja, delovni načrt, nivoji in tako naprej, se pravi, čisto detalje potem. Ok? Ok. Razmeni. To je ena stvar. Jaz se priključim čez en teden. Ti se pridružiš zdaj, pa boš čez en teden pač v akcijo, ne? Ja, no, dobro. Ja, lahko se pridružim, saj, ampak... Da pač ne bo dopust razlog, boš pa za en teden podaljšal, ne, to. Ja. Ja, absolutno, jaz sem te že napisal. V redu. Ja. Ok, zdaj pa list papirja, imate pripravljen? Ja. Zanima me, če lahko na list papirja napišete, kaj rečete ljudem, ki vas vprašajo, kaj delate. Greste v nedeljo na izlet, srečate znanca po 7 letih, še se pa ti ukvarjaš. Mrežim. Greste na obletnico, mature ali valete ali karkoli, pa srečate sošolce po 25 letih, pa se vprašajo, kako pa ti delaš zdaj, Andreja? Mrežim. Zanimivo, da tega noben mene noče vprašati. Ja, veš, kaj je še bolj zanimivo, Boris? Da nas ljudje... Ker vejo, da če bi me to vprašali, pol dobijo zgodbico, ne? In da jih pol hočem sponzorirati. Ker me že poznajo, ne? 40 let. Ne, zato pa govorim, ko srečaš ljudi, ki jih srečuješ na nov. Prvič greš na, ne vem, spelaš psa ven in srečaš novega človeka. Nimam psa.
Boris, nehi, no. Ne ugovarjaj. Ja, on se zdaj hoče izogniti temu, da ne bo povedal, tudi on bo povedal, prosim, kaj je napisal na list papirja. Ker sigurno pride taka situacija, ne? Vedno znova in znova smo izpostavljeni nekim novim situacijam, ki nas ljudje vprašajo, kaj pa ti počneš v življenju. Zdaj, če tebe ne vprašajo, potem se moraš vprašati, zakaj te ne vprašajo, pravzaprav. A zaradi zob, ali skogrozen, ali... Boris, pa si jo Mislim, dovolj. potem sam sebi vprašanje postaviti, kaj se pravzaprav dogaja s tabo, da tebe ljudje ne vprašajo. Zato, ker ljudje nas sprašujejo, ne. In v večini primerov pač vem, da tisti, ki se ukvarjamo z mreženjem, ne pa zatrokiramo, ali pa zatrokirate, karkoli, pa nimamo odgovora, ki bi bil. Prav, tudi jaz sem si zdaj napisal in to je zdaj nek stavek, ki ga bom jaz zdaj na nov začel uporabljati. Bom tudi povedal potem, kjer sem do zdaj uporabljal, pa zakaj mislim, da te niso lih najbolj posrečeni bili. Ok, ste že vsi napisali? Ja. Ok, Eva, povej. Aha. No, vprašanje, kje sem, kaj delam? Živim v naravi, živim v prikolici, sem v zadnji fazi renoviranja. Aha. Okay. Nima veze z Success Factory. Ampak, če bi rekla takoj, se ukvarjam z mreženjem, imam eno super zadevo, ne, to je že spet ena 125. stvar, ki jo želiš povedati. Ok, v bistvu me zanima sam stavek, ki ga poveste, si povedala. Hvala. Andreja? Mrežim. Boris? Jaz sem ti rekel. Uživam življenje. Bravo, Boris, to. Uživa življenje. Ok. Ljubica? Ja, jaz sem se res fokusirala na successa, ne. V bistvu, če po parih stavkih pridemo do tega, da pač nekaj počnemo, ne. Sodelujem z estonsko firmo na področju financ in digitalne tehnologije. Ok. Mater si uradna. Pravim, če po parih stavkih pridemo že na pogovor, kaj delam tako, s čim se ukvarjam, kaj tak tej, ki me poznajo, vejo, da se z nečem zmeri ukvarjam. Kaj si rekla za estonsko firmo, ki se ukvarja z... Na področju financ in digitalne tehnologije. In na ta način tudi vabam in po telefonu in po messengerji. Ok, Marjan, ti? Jaz tudi po uvodnih besedah povem, da že dobra 2 meseca sodelujem z estonsko firmo, da nekaj zasluži zraven svoje penzije. Ja. Vsaj sekundo, ki si bom napisal. Da zaslužiš nekaj zraven poleg svoje penzije. A ne? A ne? Ja. Ok, moj stavek, ki ga bom zdaj naprej začel uporabljati, je ta, da ljudem pomaga, da začnejo svoj lasten internetni posel. Ki ga bom zdaj uporabljal zdaj naprej. Pomagam ljudem, da začnejo svoj lasten posel. Internetni, online. Ok, če gremo zdaj malo tole preanalizirati, malo se pogovoriti, pa kakšno reči zdaj na to temo. Ta je rumena. Sem bila namutana. Ta je super. A kjera? Ta tvoja, rumena, čist. Ja, ok, dajmo to malo predebatirati, zdaj pa bom povedal tudi, kaj sem do zdaj uporabljal, pa kaj mislim, da ni preveč urezen in tako naprej. Super. Zdaj, Eva pravi, da nič ne pove, ker je... V prvem stavku res ne. Ja, ok. Mogoče nisem bil dosti jasen pri tem, kaj sem vas pravzaprav hotel vprašati. Ljudje, ki vas vpraša, kaj pravzaprav delate,
Mislim, v tem smislu, ne koliko se imate, pač Boris je odgovoril, ko se ima, ne? On če reče uživa življenje, je to odgovor, kako se ima, to ni nekaj, kar dela, ne? To, da uživa življenje je opis, kako se ima, uživa življenje, se pravi. To je lahko delo, uživaš lahko na različne načine. Ok, vidim, da si trmast, no bom še jaz trmast nazaj. Ko te ljudje vprašajo, kaj delaš, ne? Imam v mislih nekaj tazga, kot ljudje običajno rečejo, jaz sem poštar, jaz sem šivilja, jaz sem prodajalka v Mercatorju. No, na to pa jaz odgovorim, jaz sem penzionist, ampak delam isto kot prej, še bolj. Zato, ker je penzija premajhna. Ja, no, počas bo prišla naprej od tega, da uživam življenje. No. Eva, ok, me mečete ven, v bistvu sem hotel pri Evi začeti, ker je ona prva povedala, ne? Ne, poslušamo te, Roman, no. Ja. Kako poslušamo? Eva je hotela povedati, da se izogiba temu, da bi rekla, da sodeluje ali pa da karkoli dela, zato ker imajo ljudje občutek potem, da jo nekam vabijo. Se pravi, jaz mislim, da če poveš nekaj, da če imaš statement, in vas zdaj spodbujam, da tisti, ki še niste si ga naredili, da si ga naredite, ker vas ljudje vprašajo, kaj delate, da poveste nekaj, kar bo kratko, sladko in zanimivo, zato se zdaj to pogovarjamo, ne. Se pravi, zdaj, če vas ljudje vprašajo, kaj delate, še ne pomeni, da ste kogarkoli kam vabili. Enostavno vas pač vprašajo, s čem se pa vi ukvarjate, ne, in jaz vidim, da veliko ljudi, ne vem, zatrokira, tisti, ki se ukvarjajo z mreženjem, zatrokirajo, ne vejo, kaj bi rekli, ali povejo nekaj, kar je preveč zakompliciran, tako sem jaz do zdaj uporabljal, ali pa karkoli. Zato je imeti to pripravljen, pa en resen tak odgovor imeti pripravljen, se mi zdi super, no, kakorkoli. Samo, če začnemo pri Evi, pa če treba imeti tak odnos, da ti nisi še kamor nobenega povabila. Gre v bistvu na preprost odgovor na preprosto vprašanje. Če imaš, ne vem, če si kozmetičarka, pa imaš svoj lastni kozmetični salon, komot reče, da si kozmetičarka, ali te raj skriješ, zato ker se bojiš, da bo zdaj tisti, ki te to vprašal, razmišljal, da zdaj pa moraš k njemu priti v salon. Se pravi, jaz mislim, da gre v tem primeru zdaj naš predsodek, tista kozmetičarka, ki ima svoj lastni kozmetični salon, vam bo z lahkoto rekla, da je kozmetičarka, ne bo imela slabega občutka, zdaj ne bo mi povedala, da sem kozmetičarka, ki pa mislila, da jo pa vabim k meni v salon. Enostavno rečem kozmetičarka, zdaj, če te ta dotična oseba, ki te to vprašala, vpraša, kje pa imate, pa ješ pa povedal, če pa te nič ne vpraša, pa ne boš rekla zdaj, oglasite se kaj, ali pa karkoli, Hočem ti povedati, da je sama izjava, kaj počneš, v bistvu še nič ne pomeni. Gre se samo za to, mogoče, da spodbudiš neko zanimanje, oziroma da daš en signal od sebe, da nekaj mogoče delaš, kar ljudi zanima. Če rečeš človek, da je, ne vem, šivilja, ali me bo pustil mrtev hladnega, ali bom pa rekel, tudi stare stvari popravljate, ali bom pač sploh ne bom reagiral, me ne zanima to, kar ti počneš, ali bom pa mogoče pritegnil mojo pozornost, to, sodeluje z estonsko firmo, je rekla Ljubica. Andreja je takoj komentirala, koliko smo uradni. Ja, se mi zdi, da je to pač tako že, to je pa v bistvu na nek način tako podoben, kot pri Evi. Se pravi, Eva neče povedati, da ne bi izgledalo, kot da je povabilo, na drugi strani pa Ljubica nekaj reče, kar je že skoraj povabilo. Ker pravi, da to isti stavek uporablja tudi pri povabilu. Se pravi, še vsem mislim, da je treba povedati nekaj, kar je bolj nevtralno ali pa bolj ne izpade, tako, da zdaj pa, ne vem, malo je tako, ne najdem prave besede, kako bi se izrazil, da je to. V bistvu na nek način tudi ne povemo pravzaprav, kaj delamo s tem. Rečeš, da se ukvarjaš z eno firmo in to te takoj potem se navezuje na to, da te potem ljudje začnejo spraševati, kakšno firmo pa, kaj pa, s kakšnimi financami si pokvarja, pravzaprav ne pa moraš pa. Malo je zakompliciran, Če ostanem pri
pa te šivilji, ki sem prej omenil, ne, potem je, če jaz človeka vprašam, kaj počne, če mi reče, da je šivilja, ok, ne pričakujem od nje, da mi bo zdaj povedala 7 stavkov, da je šivilja v Polzeli, pa da že 30 let tam dela, pa da je bila prej delavka, zdaj pa ne vem kaj, čist nekaj preprostega, ne, mora biti. Zdaj pa maske šiva. Ali pa da maske šiva, ali pa karkoli, ne. Ker to v bistvu, včeraj je Odiseja zgovoril o tem, je dal fajn primerjavo, kako je lahko več manj, da je to ena skladba, ne, da ne daš takoj vseh registrov, da takoj ne začneš forte, fortissimo, ampak čist preprosto, ne. Tole pa, da se ukvarja s financami, pa da je tehnološko podjetje, to je pa že tako res bolj zveni kaj eno povabilo, no, pač zato mislim, da je mogoče malo za dodelati ali pa malo za dodati, ali pa tle bi imel jaz pomislek. Jaz sem do zdaj recimo govoril, da vam povem zdaj svoje primere, ne, ki so tudi bolj bili klavrni, ne. Eno je bilo, da sem zdaj rekel, da sem strokovnjak za relationship marketing, ne, mislim, da bi meni Bog ne razume, kva to je. In pa mi ljudje rečejo, kar zanimivo, ja. En možen odziv, ne, ker človek ne ve, kva sem povedal, pa je bolje izpasti izvozanega budala, ne, rečeš, ful zanimivo, ja. Si lahko po slovensko poveš? Eden je pa mislil, da mogoče ženske pa moške skupaj spravljaš. Ja, sej, če bi me kdo vprašal, ampak ker ljudje v glavnem delujejo po načelju bolje izpasti izvozanega budala, pač raje ne vprašajo, ne. Zato, ker očitno mislijo, ker jaz to tako suvereno povem, očitno mislijo, da je to nekaj, kar bi mogli vedeti. Ne, in ker ne vejo, je bolj biti stih, ne. Druga stvar, ki sem jo govoril, kadar sem bil malo manj pomemben, je to, da delam nekaj na internetu, da imam internetni posel. Pa se vneslo to? Ja, to je v bistvu relativno podoben, ampak ni nič dražljivega o tem, ne. Tisto, kar bom zdaj dodal zraven, je to, da v bistvu ljudem pomagam, da začnejo svoj internetni posel. Zato, ker pričakujem, vam bom poročil čez en mesec ali pa 2, ker pričakujem, da ljudje me vprašali nekaj, ne, ker sem jaz tisti, ki jim pomagam, eno je, da imaš. Ker če meni reče nekdo, da je, ne vem, zdravnik, ne, mu ne bom zdaj rekel, da če ti meni pomagal, da bi še zdravnik. Pa če mi reče, da je pek, ne bom mu rekel ti, a še meni pomagal, jaz bi bil tudi pekar. Se pravi, eno je imeti nekaj, se pravi, zdaj sem nekaj imel, pač imam svoj internetni posel, reče, fajn, zanimiv, ne. Če pa zdaj dodam temu zraven, da ljudem pomagam, da imajo svoj lastni internetni posel in sem pa v bistvu dal izhodišče, da me nekaj vprašajo. Rečejo, kakšen posel pa, kako misliš to, da pomagaš, na kakšen način lahko pomagaš? Rečem, v bistvu vam zastonj lahko pomagam, ne? Zastonj pa ben ne dela. Saj ni zastonj, pač plačal sem od tega, kako boste vi uspešen. To recimo bilo, ki je taka izhodišče blok, ki je dosti smut tudi za kakšno povabilo potem, no? In ki sem mislil, da je... Meni se zdi odlično to. Tvoj primer. Brezplačno vam odstopam, lahko ga uporabljate vsi. Super. Jaz ga bom. Ja. V bistvu nisem nič presenečen nad tem vašim odzivom, zato ker sem vas spravil, sem videl mačka neprijeten položaj, pa se vsak malo na svoj način odzove. Boris, tako. Jaz vidim po 40 letih, da 90% ljudi, ki se ukvarjajo z mreženjem, nimajo primernega odziva, ki jih ljudje vprašajo, kaj pa ti delaš? Nimajo, ne. Mislim, da tudi le znotraj Success Factorja večina ljudi nima tega enega primernega stavka. In zdaj, ko te najde nek stavek, tudi če je to če je to podoben temu, ne, ga malo potrenirajte, ne vem, s Špeglom ali pa Andreja Korijo reči, ne, Dej Korijo vprašaj me, kva zdaj delam, da se malo poprijateljite z njim, ne, recimo, ne. Da potem, ko pride taka situacija, ko te nekdo v liftu vpraša, ali pa če se v Borisu kdaj zgodi, da vprašal pa še neznanec, ki pravi, da noben več ne prije neznan v njegovo življenje, prav, žal mi je za njega, no, da je to socialno izoliran. Boris je kar zginil za grana. Ni. Je še tle. Ja, zato, ker se moraš oglasiti, potem pa pokaže tle, ker samo prve 4 vidim. Ja. Se mi zdi to pomembno, sploh, ker enkrat greš čez to listo, ki imamo v telefonu, ker gremo enkrat čez to listo,
ki je vroča, ne, potem so ljudje, ki jih srečujemo, non-stop, in je ta statement, ki ga daš samo o sebi, se mi zdi pomemben, ne vem, a se strinjate ali kaj. Meni se zdi to pomemben, da na pravilen način, mislim pravilen, se ne vemo, kjer je pravilen, ampak da pač rečeš nekaj, kar je smiselno, kar ima rep pa glavo, in kar je po drugi strani tudi zanimiv. Se pravi, če Eva reče, da ne dela nič, da uživa da ne vem, živi svoj zaslužen pokoj, pač si ne da sama sebi prilike, da bi jo ljudje vprašali nekaj, ne. Se pravi, ta izjava o tem, kaj pravzaprav delamo, je namenjena temu, da bi pri ljudeh spodbudili zanimanje. Ne zdaj, da bi jih vabili, mogoče bomo celo povabili, če nas bo kaj vprašali, ampak če rečeš, ne vem, jaz pa skrbim za svojo kučico, ali pa če rečeš, jaz pa moj del pa je, da psa šetam, ne, kot moja žena dela, ne, s tem ne damo ljudem prav nobenega povoda, da bi nas vprašali, kako lahko sodelujejo z nami. Edini lahko rečejo, jaz imam tudi psa, se ti lahko pridružim zjutraj. Kar je sicer super, ne, ampak nima pobene veze z našim poslom ali pa z mreženjem pravzaprav. Prav s to izjavo poskušamo na verodostojen način na eni strani povedati, s čim se ukvarjamo, da ni trapast, pa da ni preveč zakompliciran, pa da ni ne vem kaj, pa po drugi strani, da spodbudimo neko zanimanje na nasprotni strani, ne. Jaz imam še kak drug stavek tudi. Jaz tudi povem, da delam v mojih 40 letih najboljši posel do zdaj. No, končno smo dobili od tebe. Lahko zdaj pri tebi upravim to. Lahko. To je odvisno od človeka, veš, če jaz človeka poznam, mu drugače povem, kakor nekoga, ki ga ne poznam, ne. Sploh, če on mene že fejst pozna, pa da mu jaz zopet začnem takoj nekaj nakladati, kaj delam, ne, se bo on kar takle v roke dal. Ja, se to pa pravim, da predvsem govorimo o ljudeh, ki jih ne poznamo, pa o ljudeh, ki jih srečujemo po dolgih letih, recimo, pa nas vprašajo, kaj počneš, ne. Se pravi, se sploh ne pogovarjamo o povabilu, ne. To, kar zdaj ti praviš, da rečeš ljudem, da delaš najboljši biznis v življenju, kar se kdaj počel, je v bistvu neke vrste prospektiranje že, ne, povabilo. Ljudje se samo vprašajo, kaj počneš. S tem postane radovednik, pa je res najboljšega, ker vejo, da sem že nekaj skozi dal, ne. Ok, zdaj bom pri tebi še tole dodal, zdaj. Ok, Andreja pravi, da mreži, jaz ne vem, a to resno rečeš, a to je bil... Ne, a veš, da je bil moj, ampak največji štos je, da se sploh ne moram spomniti, komu sem to rekla, ampak sem res prbila, da mrežem. Pa ne me zdaj vprašati za reakcijo, ampak to je bilo ena izmed mojih zadnjih, ker sem si že mislila, pohom kufr vas mame, razumeš, kako vse počnem in tako naprej, pa si nekaj, res, ful dobro, kako ti pa gre, ble, ne, z unimi mojimi turizmi in tako naprej. Sem rekla, da bom pa prbila, sem nekaj mrežem. Ampak, da me ubiješ, zdaj ne vem, kako sem moja zadeva naprej razvila, ampak prbila sem direktnega. Vem, da ni dober, ne, ampak bolj že človek... Zdaj si v bistvu sama se postavila, jaz te samo sprašujem, če res to govoriš. Res sem to rekla. Jaz nisem nič rekel, da je dober ali pa slabo. Ne, nisem še rekel tega, bom še. Dober ali pa slabo bom rekla tako, ne. Če že nekdo hoče pobegniti, naj pobegne takoj. A veš, rdeča sem spet, ne. Da ne zgubljaš časa, ne. Ja, ne, meni sicer moram tako reči, Roman, tole. Res ste čustveno upleteni. Mi se danes pogovarjamo, tema današnjega dneva je samo, kako se odzoveš, kad te človek čisto preprosto vprašanje postavil, Andreja, kaj ti delaš v življenju? Samo to. To ni niti povabilo, niti prospektiranje, gre se za to, da se na profesionalen način odzoveš, tako da mu poveš, kaj delaš, pa mogoče ob tem še spodbudiš zanimanje, mogoče. Tle ne gre zdaj, a sem jaz rdeča, a sem ne vem kakšna. Mislim, peki so rdeči, pa zeleni, pa plavi. Kirurgi so rdeči, pa zeleni, pa plavi. Se nima veze, kakšna si. Gre se za to, da imaš en odziv, ki pač bo ustrezen. Veš, kaj sem zadnjič enemu tudi rekel? Da se pripravljam, da grem v 5. dimenzijo. Po me je pa debel gledal, pa nisem hotel več nadaljevati, pa ni nič vprašal. Zdaj ste pa vi malo obtihnili, pa je to, ne?
Jaz bi tudi rada našla eno tako varianto, naprimer. Pa zdaj dajmo jo iskati, ne, pa zato se to zdaj pogovarjamo, zato pa imamo zdaj ta pogovor, ne. Zato pa prosim, bodite resni, ne, mislim. Mene je ta tvoj všeč, ne. Pa ga pa kvalificiri. Ampak mene je ta všeč zato, ker je rumen, ne, se pravi, vsi imamo radi, ne, družbeno zadeva, bla, 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 ne. Da nismo preveč, zdaj govorimo o barvah, nismo preveč rdeči, ker rekli, spet je polna nabija, spet je una full energy, bla, bla, ne. Ker to ljudje včasih kar zbežijo, ker že vidijo, da je preveč energije za njih, ne. Ampak jaz vam edim pol, naprimer, mislim, jaz mogoče zdaj že korak naprej, ker te hočemo vprašati, ne, kaj pa če tebi ljudje pa rečejo, res, super, in pika. Andreja, ti bi lahko rekla, da loviš Mercedesa. To velja tudi zate, Boris. Ja, vem, ampak recimo, ne? Ne, Roman, res te vprašam, kaj če nekdo posem reče, super? Je neč koliko večini ljudi, ki reče, ne ostane šivilja, večini ljudi, ki jih vpraša, kdo kaj ti delaš, pa reče, da je šivilja, 90% ljudi ne reče nič. Vse, pač. Mislim se to, da imaš pač en odziv. Jaz, ko sem tebe spoznal, sva se delal v avto in te en klico, en tip, a lahko tvoj primer povem. A moj? Ja. Ja, saj se ga jaz ne spomnim, tako da kar povej. Jo kliče en tip, ne, mislim, da je bil Rajko, je pa rekel, pa s čem se ti pravzaprav drugače ukvarjaš? Pa si rekla, s poslovnim svetovanjem. Pa je rekel tip, kaj pa svetuješ? Pa si rekla, vse živo. Mislim... Aha, to je moj stil, ja. Ja, pa... Zdravje z rumenim škatom. Ja, ampak to ni odgovor. Ja, ampak to ni odgovor, ne. Na kakšen način si zdaj dala sogovorniku možnost, da lahko komunicira s tabo? Kaj pa svetuješ? Ja, vse živo. Zaprla ga je, ne, s tem. Ja, zaprla si ga, ne. Ja, štekam. Ja, razumem. Prav, najprej moramo komunicirati sploh, da prijemo do te možnosti, da se zgodi to, kar ti mene sprašuješ, ne. Kaj potem reči, ne. Pa moramo najprej povedati, da smo peki, da smo mesarji, da smo kirurgi, da delam to pa to. To delam, ne, to je moj poklic. Če me kdo vpraša, kaj je super. Če me ne vpraša, ponovadi ljudi vprašajo. Evo, poslovno svetovanje, ljudem pomagam. Ja, recimo, ne, nekaj, kar se bo, kar paše v tvoj karakter, kar ti bo bliz, ne, in ponovadi ljudje potem vprašajo, ne. Reč pa konkretno na tega, kam jaz zdaj začel govoriti, lahko se čez 2 meseca spet tle pogovarjamo, koliko funkcionira, pa koliko me ljudi vprašajo. V večini primerov pač vidim, da ljudje sprašujejo, ne. Ne mislim zdaj za nas, ne mislim zdaj na moje povabilo. Mislim, da ljudje pač, ne vem, reče mi človek, jaz sem pa za tekočim trakom v Iskri, pa rečem, ne vem, kaj pa delaš za tekočim trakom, je naporno, a si na nogah stojiš, načeloma ljudi, če te vprašajo, kaj počneš, običajno potem nekaj vprašajo, no. Ne. Ja. In če nekaj vprašajo, potem se lahko začneš pogovarjati z njimi, ne. Zdaj, na tvoje vprašanje, kaj pa naredi, če ne vprašajo, pa nimam zdaj odgovora, ker če ne vprašajo, pač ne vprašajo. Ne, a veš, kakšni so pač tako, ne, da ti začneš, naprimer, pač poveš, kaj delaš, ne, na kratko, če rečem, in pa so kakšni samo da rečejo, res super. Še naprej me vpraš. Razumeš? Da so čist taki, zmrznjeni, no, ne vem. Mogoče potem najboljše, da pa ti vprašaš v tem primeru, Andreja, kaj pa ti delaš? Ja, to je sploh najboljši način, ne, zato da sploh priješ do tega, da te ljudje vprašajo. Tako da se pogovarjaš z njimi, da ti vprašaš njih, kaj počnejo in da pokažeš zanimanje in vsak, ki ima čustveno inteligenco vsaj 72, ne te bo nazaj vprašal, s čem se pa ti ukvarjaš. In je fajn imeti v tem si danes subject, ne, je fajn imeti pripravljen odgovor, da ne rečeš, pač delam se živo ali pa... Poznam pa par takih, če ga to vprašaš, ima 1 uro samo govora. Ja, to res. Tudi jaz jih take poznam, ne. Ja, in ga poslušaš in ja, razumem, the best. Ne moreš ga 1 uro poslušati, ni šans. Ok, vsi poznamo takšne in drugačne ljudi, s katerimi se da skomunicirati, ljudi, s katerimi se ne da,
ampak vedno znova, no, it's all about you, ne gre zdaj za to, kakšni so oni, gre se za to, da se tukaj pogovarjamo, pa da se učimo, kako naše lastne komunikacijske spretnosti izboljšati, ne kaj zdaj magov nadrisko, pač je ne. Lahko se pa mi pogovarjamo o tem, kako shendlati to, kako jaz lahko obvladam to boljš, ali pa na kakšen način ga preusmeriti, ali pa njegov miselni tok. To je topik, ne, o katerem se lahko pogovarjamo, ne. Ne pa vedno znova, kaj je zdaj, kakšni so unijo zunij. Pač unijo zunij so taki, kot so. Ne. Se pravi, naš uspeh je odvisen od tega, kako mi izboljšamo svoje spretnosti komunikacije z driskami ali pa z nedriskami, z sitnimi pa z nesitnimi, s peki pa z mesarji. Roman, Ja. a sem lahko tako malo, te sprašujem kot ugovori nazaj? Lahko, ampak še enkrat zadnjič povem, da tole v tem, kar se danes pogovarjam, ni nobenih emocij. Izklopite tle emocije ven. Ljudje vas vprašajo samo, kaj počnete. Ni treba imeti takoj v želodcu teže, da mora zdaj nekoga nekam povabiti. Ne mislim to. Ja, okej. A to smo se zmenili. Gre se za inteligenten odgovor, ki je mogoče lahko zanimiv, ko vas ljudje vprašajo, s čim se preživljate, kaj počnete v življenju. Da daste en odgovor, ki bo kratek in jedenet in mogoče zelo zanimiv, zato da vas bo še kaj vprašal. Ker tole, kar zdaj se pogovarjamo, samo kaže to, kar jaz vem že 40 let, da večina mrežnikov nima primernega odziva, ki jih ljudje vprašajo, kaj počnejo, ker začnejo govoriti. Delam, ne vem. Ne bom zdaj tega še enkrat ponavljal, no, whatever. Vse še enkrat ponavljal, vse, kar sem do zdaj v življenju slišal. Jaz sem samo lahko povem, da vem, da je tako, ker tudi jaz sem imel pogosto neustrezne odzive, tudi sem povedal, pa sem govoril, pa se mi ne zdi to v redu in bom zdaj to popravil in vas spodbujam, da vsak od vas, zato sem pa rekel, da si vzamete list papirja, si napiše nekaj, s čimer se bo dobro počutil in je potem to poskušal uporabljati. Ne vedno, koliko Boris prav, ni vsaka situacija za vse primerna, ampak v večini primerov je pač primerna, ne, ker če nekdo pek, ne, v večini primerov reče, da je pek, v ostale primere pa reče, da peče kruh mogoče, ali pa ne vem, kva reče. Če pek, je pek. Me bo zobozrnik vprašal, ko bom imel tule tampon, pa tule tampon, kaj pa vi delate? Boris, a si ti kakšne nore gobe danes jedel? Evo. Ne povej, koliko imaš še unga vina, koliko ti je še ostalo. Imam novo zalogo. Daš novo zalogo? Super. No, povej, Andreja. Hotela sem vprašati, meni se zdi tole super zadeva in potem sem ta tvoj primer odgovora, ne, v tem stilu. In seveda veš, da pa že razmišljam naprej, kako bi pogovor potekel in da tudi, ki so imajo ugovore, ne, oziroma ki so večni negativci ali pa so vse nima veze, tako rečejo, a res super, jaz bom že svojega dela toliko še zakaj imeš cajt, še zakaj lastnega. Ok, te bom ostavil snemanje zdaj, ker v uni znorelka tole.